Dare Homan je vnovič opozoril na nespoštovanje poslovnika občinskega sveta v zvezi s sprejemanjem zaključnega računa občine brez mnenja nadzornega odbora. 45. člen poslovnika nadzornega odbora govori o tem, da občinski svetniki prevzemamo odgovornost v celoti, če tega pred nami ne naredi nadzorni odbor. Nimam te moči in tudi ne volje, da bi prevzemal te odgovornosti, če imamo nadzorni odbor. Župan Franc Hudoklin je potrdil, da so od zadnje seje do zdaj prejeli zaključno poročilo nadzornikov, a da ni v celoti izvršeno. Pravnica Klementina Zame je dodala, da ima poročilo takšne vsebinske pomanjkljivosti, da ne zadostuje minimalnim pravnim standardom, zato ga svetniki še niso dobili na mize. Opozicija pa meni, da je pravna služba le podaljšana roka župana in se skuša z njo pritiskati na nadzorni odbor. In danes pred kamero tudi zanikam, da nisem nikoli napadal delo nadzornega odbora, ker nisem bil prisoten na skoraj nobeni seji in konec koncev, če pa smo videli neke napake, smo pa dolžni s pravno službo to zadevo, bom rekel, opozoriti. Hudoklin je dodal, da se je s predsednikom nadzornega odbora Matjažem Judežem že 3-krat sestal in dogovoril, kako pripraviti poročilo in delovati naprej. Zadnji sestanek, katerega bo 15.6., je bilo dogovorjeno, da se dejansko dopolnijo samo sklepi in dejansko samo spodnji del vročenih dokumentov, v katerem se te dokumenti vročajo, to je vse dopolne z gospodom županom. Te dokumente so bili dopolnjeni in poslani na občino, tam so definitivno te dokumente pregledali in ponovno smo prišli do istega učinka, to pomeni istega napada, kakor je bil na prejšnji seji občinskega sveta. Na tej seji so bile vnovič izpostavljene pomanjkljivosti v sklepih, o katerih so se dogovorili že na skupnem sestanku, tako da ne gre več za pomanjkljivosti, ampak za druge cilje župana in občinske uprave, meni Judež. Župan mu sicer na seji ni pustil obrazložiti svoje plati zgodbe.